za javno zdravje in imate aktivno vlogo tudi v okviru nacionalnega programa za duševno zdravje, na kratko program MIRA. Epidemija in ukrepi usmerjeni v obvladovanje le-te so posegli v različne vidike našega vsakdana. Tako kot strokovnjak za javno duševno zdravje ocenjujete vpliv epidemije na duševno zdravje prebivalstva v primerjavi z njihovim duševnim zdravjem pred epidemijo, še posebej med mladimi. To pozdravljam vse skupaj. Dogodek razsežnosti, kot ga ima epidemija, zagotovo vpliva na duševno zdravje prebivalstva. Zelo na kratko, v primerjavi z obdobjem pred epidemijo, so se kazalniki, ki opisujejo duševno zdravje celotne populacije slabšali. Je pa način vplivanja epidemije oziroma pandemije na duševno zdravje zelo kompleksen. Vpliv ni bil zgolj neposreden v obliki negotovosti, strahu pred okužbo, širjenjem okužbe na svoje bližnje, temveč je pandemija posredno vplivala na vsa področja našega življenja. Ko smo priča velikim spremembam, v kratkem času smo v bistvu postavili pred en velik izziv, kako spremljati, kaj se dogaja, da lahko pravočasno prepoznamo tveganja, ki se pojavljajo, da lahko delujemo preventivno za javno zdravstvenega vidika, torej vplivamo na dejavnike tveganja, na skupine prebivalstva, ki so v posebej ranljivem položaju, tako kot se smelja tudi vaš projekt. Ne nazadnje, tudi da identificiramo dejavnike, ki varujejo, ki duševno zdravje in poskušamo z nekimi skupnimi napori zagotavljati te dejavnike čim širše oziroma čim večjemu deležu prebivalstva. Vpliv epidemije je prav tako dolgotrajen, torej spremembe, ki smo jih prepoznali v prvih mesecih, se razlikujejo od stanja, ki ga prepoznavamo danes in prav gotovo bo enako čez 2-3 leta. Takšna je narava doživljanja tovrstnih dogodkov in čeprav je pandemija dogodek, ki nismo bili priča že desetletja, imamo vendarle izkušnjo ekonomske krize iz leta 2008, ki je prav tako pomembno pretresla družbene temelje in se lahko deloma učimo oziroma naravnamo svoje ukrepanje na podlagi tega. Če bi zaključil glede vpliva, sta pa trenutno najbolj izpostavljeni dve zadevi. Ena je večanje neenakosti in druga povezana je torej, da je največjo breme za enkrat prisotno pri ljudeh, ki so se že v preteklosti soočali s stiskami. Hvala. Dr. Gabrovec, slišali ste, dr. Vinko, da učimo se iz preteklosti, veliko stiske že, neenakost se veča. In me zanima, kako ste vi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer trenutno vodite projekt ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 poudarka na ranljivih skupinah prebivalstva, v katerega ste tudi vključili cel sklop aktivnosti za področje duševnega zdravja, med drugim tudi to kampanjo. Kako ste vi prepoznali pomembnost te tematike, se pravi destigmatizacije in problematike stigme in zakaj se vam zdi, da je to potrebno? Hvala lepo za vprašanje. Mogoče bi se navezal na kolega Vinka. Epidemija je globoko zarezala našo družbo. Seveda v zdravstvenem sistemu, predvsem na dostopnost do zdravstvenega sistema in razgaljajo mnoge težave, ki imamo v zdravstvenem sistemu. V začetku te epidemije smo se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kot sem že uvodoma odzvali tudi s tem, da smo pripravili ta projekt ukrepov na področju COVID. Govorimo tako o
krepitvi epidemiologije, potem omogočanje pogojev za to, da lahko naši epidemiologi dela in tako naprej. Zelo hitro smo pa prepoznali že pripravi tega, da ne more biti naše delovanje široko, ki se tega vse aspekte našega zdravja. In tako smo seveda razmišljali tudi tem, kaj lahko naredimo na področju duševnega zdravja. In lahko rečemo, da smo tudi na nek način anti-stigma kampanjo proti tej stigmi že zasnovali sami projektno, jo pa načrtovali predvsem za populacijo, ki smo jo že poznali, populacijo, za katero so že v preteklosti bile takšne kampanje pripravljene. Ampak glede na stiske, ki se dogajajo, kaj se dogaja tako za šolskim sistemom, kaj se dogaja za študijem, smo bili primorani zelo hitro odreagirati. Zato smo naredili to reprezentativno nacionalno raziskavo, katere smo res ugotovili zelo zaskrbljujoče ugotovitve. In hitro videli, da moramo ta boj proti antistigmi usmeriti predvsem na področje mladih. In tukaj zasnovali to kampanjo, v kateri smo danes seveda tudi pričali. Dr. Gabrovic, hvala. Prorektorica, profesorica in doktorica. Vi ste tudi na Univerzi v Ljubljani zadolžena za okrevanje po epidemiji COVID-19 in boste odprli tudi področje duševnega zdravja. S kakšnimi izzivi ste se od nastopa epidemije dalje srečevali oziroma se še srečujete v kontekstu visokega šolstva, tako iz organizacijskega kot tudi iz vidika stisk študentov? Hvala lepa za to povabilo. Najprej bi rada prinesla pozdrave rektorja, profesor dr. Gregorja Majdiča, ki želi temu projektu uspešno pot in smo hvaležni kot univerza, da ste se podali na to pravzaprav težko zahtevno, ampak vendar je tudi nujno potrebno pot in si zadali to nalogo. Torej, ekipa novo izvoljenega rektorja je že poleti oblikovala delovno skupino, ki smo imenovali skupino za okrevanje, z namenom, da se nekako pripravimo na 1. oktober, ko pridejo na univerzo študenti, študentke, ki študirajo in pa seveda tudi nove generacije študentov in študent, ki zapuščajo srednje šole. In ideja je bila seveda, da pripravimo nek nabor ukrepov, premostitvenih ukrepov, predvsem pa tudi, da smo pripravljeni na nekaj, kar nas čaka, nismo pa vedeli, kaj je to točno, kar nas čaka. In moram reči, da pač po 10 dneh študijskega procesa še vedno ne vemo, kaj v resnici nas čaka, s čim imamo opraviti. Zagotovo vemo, da smo s pomočjo pač te raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje dobili zelo jasen pogled, da v naši družbi obstaja stiska, ki je generacijsko specifična in da se moramo na to stisko odzvati. Se pravi, tukaj gre za ukrepe, ki bodo najverjetneje neposredno povezani z COVID-19, seveda pa stiska ni povezana samo s COVID-om, kaj nas čaka v postpandemičnem času, ki bo zagotovo daljše, tudi to je nekaj, na kar se zaenkrat nimamo odgovora. Ker je, skratka, če odgovorim na vaše vprašanje, naša naloga je organizacijsko na nek način pripraviti vso strokovno oporo, pomoč, tako študentom in študentkam, kot tudi zaposlenim, da v primeru, da zaznajo stisko pri sebi ali pri drugih, najdejo naslov vrata, na katera se lahko vrnejo in lahko strokovnjaki pomagajo. In moram reči, da Univerza v Ljubljani že ima psihosocialno svetovalnico, ki deluje na 3 njenih članicah in seveda naslednji korak je, da to naloge te službe organizacijsko prenesemo v okvir univerze v celoti. Kar je pa po mojem najvažnejša umestna postaja je pa ta, da informacijo o stiskah, ki smo jo prejeli spomladi tudi s pomočjo in po zaslugi te raziskave prenesemo v naše akademsko okolje. Ker, kot smo videli, odzivi javnosti na to raziskavo in na te podatke, statistike, so bili pravzaprav dvoumni, ne?
In se najverjetneje moramo najprej spopadati z tem, kar pravzaprav počne tudi vaša kampanja, za antistigmo, skratka destigmatizirati samo področje duševnega zdravja in ga ustaviti v naše kurikule, v naše vsakdanje življenje, seveda predvsem v našo zavest. To je težji oreh, ki ga bo treba streti, mislim pa, da po svoje je pa morda prednost ravno v tem, da bomo to počeli v sodelovanju z generacijami, ki so morda najbolj na udaru in bodo morda s svojimi izkušnjami največ pripomogle k temu, da ustvarimo neko spremembo v paradigmi, ker pa mislim, da je nekoliko daljši projekt, paradigmi o tem, v smislu, kako razmišljamo o duševnem zdravju v naši družbi. Najlepša hvala. In da se navežem na vaš odgovor, bi pa povabila gospoda Glazarja, da pove, kakšne so pa vaše izkušnje iz terena. Se pravi, študije kažejo porast duševnih stisk, uradne informacije, tudi to nekako iz terena, kar slišimo. In vi v univerzi v Mariboru imate tudi izkušnje z svetovalnicam in bi prosila, da tudi vi podate, kako vi vidite iz prve roke, kaj se dogaja. Hvala za vprašanje, en lep pozdrav sem skupaj. Ja, na naši organizaciji v Mariboru že od leta 2009 vodimo psihološko svetovalnico. Pobudo za to je dala doktorica psihologinja Vita Poštovar, ki še vedno z njo sodelujemo in vodi psihološko svetovalnico. Vsa ta leta imamo brez kakšne povečane reklame zapolnjene vse kapacitete. Med samo korono je pa to seveda še se znatno zvišalo. Zato smo tudi sami povečali svetovalne ure, ker smo imeli cilj, da med samo korono in tudi naprej, da ne bomo imeli čakalnih vrst. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, že moji predhodniki so zelo veliko o tem povedali. Kar se tiče same psihološke svetovalnice, z njihovimi problemi se delajo psihologi in psihiatri. S tem jaz nimam toliko informacij, smo pa z študentsko organizacijo Slovenije skupaj naredili raziskavo oziroma anketo, kjer smo videli mogoče, kje so bili tisti problemi med samo korono, zakaj je prišlo do še povečanja duševnih stisk. Rad bi samo še to povedal, da smo tudi imeli nekaj sestankov z vami z NIEZ, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in smo videli, da je bilo že pred samo korono stanje dokaj slabo. Ali se tem smo dosti mogoče pogovarjali, tako na nacionalnem nivoju. Zdaj med samo epidemijo se je pa to še res povečalo. En izmed teh razlogov je bil zagotovo, da so se čez noč zaprli študentski domovi, vrnitev nazaj v domače okolje, nekaterih blok, ki živijo skupaj recimo s tremi brati in so bili vsi upravljati predavanje živo. Potem zagotovo pač študentskega dela. Po naših podatkih, oziroma po anketi Euroštudent številka 6, imamo podatek, da več kot 30% študentov sami preživljajo sebe. In je problem, ker moraš iz danes na jutri starše prositi mogoče za evro, za kavo. Se mogoče smešno sliši, ampak so res podatki, pa odgovori so bili zelo različni. Potem nekateri so se morali voziti po kilometer, 2 od doma, da so imeli dobro internetno povezavo. In tudi tu so prišli neke razlike med samimi študenti pri študiju. Na fakultetah so pa dokaj zagovarjali, da je bil študijski proces nemoten, da je potekal. Seveda, verjetno z njihove strani, ampak pri vsakem študentu so bile težave zelo različne. Zato težko bi zdaj govorili točno eni težavi na splošno do vse, ampak je bilo res različnih razlogov, bilo veliko. In zato smo se tudi mi odločili, da klub oziroma ob psihološki svetovalnici smo meseca maja naredili še projekt Vzpostavimo stik, kjer smo v bistvu na varen način vseh pogojih NIEZ-a omogočili študentom, da so se lahko na pijači pogovarjali ena na ena. Lahko so se prijavili, da sta prišla 2 prijatelja sama, ali pa smo po drugi strani smo pa sodelovali tudi z študenti psihologije v Mariboru,
da so bili oni soborniki. Verjetno vi še bolj veste kot jaz, da ni tisti študent, ko se odloči za ta korak, da rabi dobrega sobornika. In smo jih potem ustrezno naprej usmerjali tudi na psihološko situacijo, kdo je pač to potreboval. Kar se tiče za naprej, pa v začetku tega študijskega leta pripravljamo tudi okrogle vize, kar se tiče prehranskih motenj, ker smo videli, da tudi to študenti potrebujejo, koliko za naprej bomo tudi tudi s tem vašim projektom smo zelo veseli. Tako smo že prej rekel, da smo se sploh začeli o tem pogovarjati, da vsak daljni korak na to temo pa veliki doprinos za vse študente. Hvala. Gospod Barbara, vprašanje za vas. Ste predavatelj, kreativni direktor, knjižni avtor, prav tako pa imate osebno izkušeno z področja duševnega zdravja in ste danes znani kot ambasador kampanje Misel, kaj povej naprej. Zanima me, zakaj menite, da je potrebno govoriti o duševnih stiskah in o duševnem zdravju? Najlepša hvala. Hvala za povabilo k ambasadorstvu, k krasnemu projektu, ki mislim, da bo zelo tvorno prispelo napredku naše družbe, čeprav gre za majhen korak, ampak zagotovo samo bodo pridružili še drugi. In kot sem zapisal v svoji prvi knjigi, česar ne izdavimo, nas slej ko prej zadavi. In to je pač malo taka skrajna prispodoba, ampak zdi se mi, da nek fosilni ostanek slovenskega tlačanstva v sodobni preobleki naše življenje greni kot pač to silno potlačevanje čustev. Preprosto nismo psihološko opremljeni z znanjem, da bi pravočasno ukrepali. Za povrh imamo Slovenci zelo visok prag bolečine in v bistvu odreagiramo ali pa poiščemo pomoč, ko je stiska zelo huda, tako je bilo v mojem primeru. Doleteti nas mora bolezen, namesto nas mora spregovoriti telo in seveda vse našteto nekako ne tvori ravno priročnega ekosistema za to, da bi bili duševno čili, da bi imeli dovolj duševne kondicije. In zato pravim, da je duševno zdravje pravzaprav valuta prihodnosti, v katero moramo res intenzivno vlagati kot družba, kot država, kjer seveda veliko stvari zelo šepa. Priti do psihiatrične pomoči je nekje, moraš biti smešno potrpežljiv, danjega do 2 let. Psihoterapevtska pomoč je za marsikoga draga, na vsem visi še tako prena stigme. In v bistvu sem si sam zadal, ko me je pač doletela ta surova izkušnja izgorelosti in sem začutil to v bistvu bolečino in stisko, da ko se dovolj pomorem, da v bistvu tem govorim. In predvsem že kakšnih 5 let predavam mladim o izzivih spopadanja za sodobno tehnologijo, ker pač kot strokovnjak na tem področju poznam marsikaj. In dejansko, ko razumejo, kako jih algoritemske funkcije ugrabljajo, kako v bistvu preprosto zlorabljajo naše osnovne biološke potrebe po pripadanju, potem, da smo razumeni, potem, da smo obravnavani, da uživamo določen ugled, končno razumejo, da je v bistvu ta njihova povezanost, v marketinškem svetu jim pravijo digitalni domorodci, tako intenzivna, da v bistvu tisti starševski, pa da bože že ta telefon ali pa profesorski, dajte mir za tem in tem, pravzaprav ne prodrejo skozi njihovo čutenje ali pa povezanost z temi najbolj silovitimi orodji današnjega sveta. In algoritemske funkcije so nalašč manipulativne, zdaj pač razkritja o Facebooku in tako dalje nam vsak dan pokažejo, kako so pač vse te različice naše resničnosti zmanipulirane. In če v bistvu lahko s prstom pokažemo nekaj očitnih vzrokov, kar naša družba daje na področju duševnega zdravja, pa je seveda velika večina nekih zelo intenzivnih, prav steroidnih virov
še nerazkritih oziroma nepričakovanih. No. In zato tudi že več kot 5 let predavam dijakom že v osnovnih šolah in tako dalje in tako naprej o tem, kako v bistvu podivjana orodja držijo v rokah in kako lahko to zaznamuje njihovo življenje. Ne. Ker pač mi zdaj govorimo o stiski. Ne. Stiska je zelo neka več generalna stvar, s katero lahko pravzaprav malo pometemo po preprogu. Aha, si v stiski. Ja, mislim, ne, tu v bistvu, ne vem, smo priča takšnim duševnim motnjam ali pa v bistvu porastu nekih novih hibridov, da jih v bistvu niti ne moremo dohajati. Zadnji izmed takšnih je Snapchat dysmorfija, ker si mlade punce že od 10 do 12 let želijo takšnih obrazov, kot jih imajo za filtri na družbenih omrežjih in zato hodijo k plastičnim kirurgom, ki jim to omogočijo. Ne. Potem je profile envy, kjer mladi zavidajo svojemu digitalnemu jazu, svojemu avatarju, ker v digitalnem svetu živi boljše življenje, kot ga oni živijo v fizičnem svetu. In pravzaprav oni več ne ločijo med kvazi resničnim, kot mi rečemo, resnično življenje. Za njih je to vse digital, fizično in digitalno, vse je spojeno. Ne? In tu so priča v bistvu marsikaterim zlorabam, ki se jih niti ne zavedajo. Potem je tu seveda sovražni govor, potem je tu seveda spletno nadlegovanje in recimo, jaz sem že pred 7-8 leti naredil kampanjo proti sovražnemu govoru na krilih komercialne kampanje enega telekomunikacijskega ponudnika in takrat smo na ulici spraševali, kakšno je stanje glede sovražnega govora pri nas. In drugi fant, ki je šel mimo, je rekel, da se vrača iz bolnišnice, ker je obiskal prijateljico, ki se zaradi spletnega nadlegovanja porezala žile. In v bistvu je to en primer, ki je samo izpostavil silovitost te simptomatike in tega je ogromno. Samomor je drugi najpogostejši vzrok za smrt med mladimi med 15 in 19. In stvari se seveda stopnjujejo do ne vem kakšnih razsežnosti. Ko sem v karanteni predaval mladim dijakom, so mi razkrili, da hodijo na terapijo in k psihiatru, ne zato, ker niso odlični, ne zato, ker nimajo petic, ampak ker nimajo vseh 100 točk na izpite. Ne? In ta silovitost, v bistvu družbeno-medijskega pritiska, po briljiranju, po izstopanju, po biti nenehno odobravan, ker mladi trgujejo z valutami, kot so golota, razgaljenost, perfektnost in tako dalje. Seveda vsi dokazujejo, da to, kar pač poimenujemo stiska, ni tako preprosto opredeljivo in ni tako preprosto zarešiti. In zdi se mi, da bomo morali to slovensko pridnost, tradicionalno pridnost, podvreči drobnogledo in ji odzeti podredljivost, da bomo prišli do predanosti. Ko pridemo do predanosti, je to stvarjam popolnoma drug fokus. In dokler bodo politiki slogan, nisi okej, ne bodo rekli, povej naprej, ampak bodo speaking the UK, ker je to pač seveda zelo priročno in zelo obvladljivo v smislu dinamike in političnega diskurza in politične moči, bodo ti koraki premajhni. Že zdavne bi znotraj osnovnega zdravstvenega zavarovanja morali imeti dostop do psihoterapije in podobnih stvari, ki pač ljudem omogočajo, da se dovolj zgodaj spoprimejo z silovitostjo našega notranjega sveta, ker naš notranji svet ni samo umeven in je zelo, zelo močan. In čisto za konec se mi zdi, da je v bistvu pač neka sistemska rešitev tista, ki nas lahko spremeni v državo prihodnosti, sicer bomo pač spet tradicionalno zlorabljeni za zelo nazadnjaške vrednote, zelo nazadnjaške reči in zato bi se mi zdelo res škoda. Gospod Barbara, hvala. Ste rekel, moramo iti naprej, moramo se razvijati, izpostavlja se stigma na vsakem koraku. Pa me zanima, gospod Dudič, vi ste naš ambasador, ste tattoo artist, ste gorski reševalec, ste glasbenik, vsestranski umetnik, prav tako pa osebno izkušnjo z področja duševnega zdravja in se tudi vi danes z nami, da spregovorite o vaši izkušnji. In me zanima, na vaši poti do okrevanja, ali ste se tudi vi soočali s predsodki oziroma stigmo, ali menite, da je pomembno, da se to naslovi in tudi zakaj?
Lep pozdrav še na moje strani, hvala lepa, da sem lahko danes tukaj. Ja, jaz bi tako rekel, definitivno sem se soočal s stigmom na svoji poti. Bi pa rekel, da največji problem nekih psihičnih stisk je ravno to, da imajo nek domino efekt, kar pomeni, da se začne s majhnimi stvarmi, bom rekel, do neke točke predvsej takem neškodljivem, ki se pa razvijajo naprej v težje stvari, kot je že kolega omenil, tukaj pride problem to, da problem prerase nas same in se potem ne znamo več spopadati. Zdaj, kaj to mislim? Recimo, sam sem imel najprej cel življenje neke probleme, najprej s prekomerno težo, kasneje to vodil v neke anoreksijo in podobne zadeve. In to potem vpliva na samopodobo, fizično samopodobo, vpliva potem to tudi na samozavest in vse potem to naprej se samo zaciklaš in toneš globje. Kar pa pol pripelje do tega, da odrasteš in v bistvu ne funkcioniraš tako, kot bi pričakoval, da bi odrastel človek funkcioniral zaradi tega, ker teh stvari nikoli ni pravilno predelal. In tukaj je prva taka stvar, ki jo bi naslovil, in sicer to, da ni vsaka pomoč, ta prava pomoč za vsakega. Jaz sem bil veliko, bom rekel, različnih psihologij, tudi pri psihiatrih, pa nekako nikjer nisem našel te neke prave rešitve, dokler nisem kasneje, ko sem pač odrastel in se zaposlil in še kar tonil naprej, to stvari so se kazale drugače, tako da sem pač čutil neko potrebo, da kamorkoli sem prišel, sem se mogel dokazovati, bolj kot bi se dejansko moral, kar je pripeljalo do neke izčrpanosti, ki se je kazalo na mojem fizičnem zdravju. In sem pač na tej točki najprej si mogel poiskati dejansko pomoč pri zdravnikih, bil operiran dejansko, zato da sem lahko sploh te stvari uredil, na kar sem rekel, da je pa pač potrebno zadevo rešiti in takrat sem se šele pravilno soočil s stvarmi, si poiskal neko psihoterapijo oziroma pomoč, v kateri sem se dejansko najdel, kar pomeni, da prva stvar, kot je to, da je morebiti naša dolžnost, če smo se odločili, da bomo ta projekt želeli, ne samo nuditi pomoč, ampak tudi nuditi pravo pomoč posameznikom. Druga stvar, ki pa je verjetno bolj stigma, je pa to, da v bistvu moramo zagotoviti to, da govorimo o temu, in da bi na neki točki dejansko prišli do tega, da če ima nekdo recimo zlomljeno roko, ga tretiramo drugače, tukaj, če psihološko ni v redu, če nekaj v glavi ne štima. Sam sem to opažal velikrat v življenju in ena taka stvar je recimo, da imam nažalost, bom rekel, ali pa na srečo, kakor razumeš, kar nekaj izkušenj v družini z alkoholizmom in sem videl, kako bližnji pristopajo do takih problemov. Kako izrečejo stvari do nekoga, ki recimo se spopada s takimi stvarmi, ki če damo to v neko tako primerjavo nekomu, ki bi mu zlomljeno roko ali pa drugo poškodbo, nikoli ne bi rekel. In jaz mislim, da bližnji igrajo ogromno vlogo pri zdravljenju in dokler ne bomo pripeljali zadeve do te mere, da bomo tretirani enako kot vse druge fizične ali pa drugačne bolezenske stanja, bomo imeli problem. Saša, hvala. Gospod Lazar, slišali ste, se pravi, enakost, vi ste zagovarjali več aktivnosti, prorektorica je izpostavila potrebo po več aktivnosti. V sklopu projekta se trudimo, v sklopu strokovne skupine in programa Mira se trudimo. Pa me zanima, kaj pa glede na vaše izkušnje iz terena ocenjujete, da so potrebni ukrepi in rešitve, ki bi pripomogle študentom soočenju z duševnim zdravjem? Se pravi,
zakaj menite, da tudi osebe, ki se znajdejo v neki stiski, se ne odločijo poiskati pomoč? Kaj konkretno menite vi, da bi bilo potrebno? Jaz mislim, da tako, da tisti, kar se odločijo za to, tisti vidijo še rešitev temu. Zdaj tisti, zakaj se ne odločijo za to, en razlog je sigurno finančno stanje, da vemo, da če se odločimo samo plačniško, pridemo lahko takoj na vrsto, kar je prišredki, mogoče dodatni problem, potem pa tudi čakalna vrsta. Zdaj, če se nekdo čaka 1 leto, se že odločila ta korak naredi, mora čakati 1 leto, mogoče manj več, da prije potem do tega lahko že vmes, mogoče si premisli, da bi sploh šel tja. Tako da ne več, vsekakor mislim, da je treba delati na preventivi, o zaveščanju o tem, da človek sploh ve, kdaj se je odločil ta korak. Tako so že moji sogodniki govorili, je veliko bolje še prej pristopiti temu, ko pa prepozno. Tako da to bi nakratko to, tako sem pa rekel, mi do naše organizacije, če šla govorim specifično za študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, smo res med samo korono povečali svetovna ura, dali 2 nova projekta, tako da ne delamo samo na psihološki svetovalnici, tudi na preventivi, da se pač ne bi to še povečalo. Mislim, da je to glavni cilj, da se zmanjša težava duševnega stanja med mladimi in študenti. Tako da nakratko to. Hvala. Rektorica, trenutno, kar slišimo, je v Sloveniji še vedno relativno močna stigma. Pa me zanima, kako menite, da bi lahko visokošolske ustanove prispevali k znižanju tovrstne stigme in kaj bi bilo po vašem mnenju še potrebno storiti v boljše naslavljanje zaznanih stisk in s tem povezanimi izzivi? Ja, po svoje lahko mogoče rečemo pogojno, da smo hvaležni, da nam je COVID-19 pravzaprav odprl oči v določeni problematiki, ki je bila prisotna v tem prostoru pred pandemijo, pa se o njej ni govorilo. Mentalni okvir v naši družbi, ko se govori o psihiatriji, psihiatričnih ustanovah, psihiatričnih bolnikih, sega nazaj v obdobje, ko smo vsi gledali film Let nad kukavičjim gnezdom. To se mi zdi nekak referenca. Škandalozno je, da psihosocialne svetovalnice, psihoterapeuti ne morejo biti koncesionarji, kar pomeni, da ljudje z šibkimi prihodki v ranljive skupine, socioekonomsko ranljive skupine, pravzaprav nimajo dostopa do te pomoči. Se pravi, prvo, kar je treba spremeniti, je razumevanje, kaj je duševno zdravje. Mi se trenutno nahajamo globalno v sferi tako imenovane kulture fitness, fit telesa. In jaz si zelo želim, da bi vsak čas na teh velikih oglasnih panojih ob cestah, ko nas vabijo v te fitness centre, bilo izpostavljeno, da fit telo ni samo fit fizično telo, ampak da to pomeni tudi duševno zdravje, da je duševni fit del tega paketa in da bi pravzaprav svoje storitve vključili strokovno vadbo za duševno moč. Nevroznanost je pravzaprav v zadnjih desetletjih dala ogromno orodij. Tako da to je en tak, rekla, splošni kulturni premik. Zdaj, kaj lahko storimo in moramo storiti na visokošolskih ustanovah v sferi izobraževanja? Kot sem omenila, ni zadosti in jaz upam, da ne bomo obtičali pri tem, da so te stiske povezane s COVID-19. Ko bomo to preživeli, gremo naprej. Ne. Jaz mislim, da bo to pravzaprav vodilo v neke drugačne kurikule, ki jih potrebujemo, ne samo na programih, ki usposabljajo mlade za psihosocialno svetovanje ali pa za razmišljanje o duševnem zdravju, da mora biti to pravzaprav neke vrste generični predmet, ki bi ga morali poslušati vsi. Tako kot imamo športno vzgojo, ki vključuje fizične aktivnosti, bi morala športna vzgoja vključevati tudi krepitev duševnega zdravja. Ko bomo naredili ta premik k destigmatizaciji v javnem govoru,
ne, potem se mi zdi, da lahko začnemo bolj pragmatično iskati metode, kako to pripeljati v vsakdanje življenje, ali pa celo morda po obratni poti, najprej začeti s tem aktivnostim, pa upam, da se počasi javno mnenje tudi premakne v nasprotno smer. Ker nam ni morda še povsem jasno, sploh če spremljamo politične govore, govore javnosti, neosveščene javnosti, stigma, poniževanje, zasmehovanje ni odraz osebe, ki se je znašla v psihični stiski, ampak je spričevalo družbe. Ne? In dlje, ko bomo klevetali, dlje, ko bomo zasmehovali, ne? Dlje bomo od tega, da sami sebe imenujemo zrela družba. Tisto, kar je morda, pa sem nekaj sem že če komentiram to, kar sem slišala od svojih sogovornikov, kar se mi zdi bo pa največji izziv povezan tudi z mentaliteto našega naroda, ne? Kako ljudi pripraviti, tudi mlajše generacije, da govorijo o svojih stiskah. Ne? Še vedno se mi zdi, da gre tukaj za neke vrste razkrivanje ali pa potiho povem, prišepnem. Ne? Se pravi, se mi zdi, da moramo veliko delati tudi na tem, da destigmatiziramo sam govor v svoji stiski, tako kot ko zlomimo roko, tako ko se znajdemo v neki duševni stiski, da o tem govorimo, ker je to ozdravljivo, ker tukaj obstajajo že dolgo časa poti, mehanizmi, načini, da se ljudem pomaga. In samo še zadnje, digitalno opismenjevanje, jaz mislim ključno, ne osnovne šole, ne srednje šole, ne univerze, nimamo razdelanih kakovostnih kurikulov ali pa jih sploh ni, ki bi naslovili to vprašanje. Če je samomorilnost drugi vzrok smrti med mladimi danes, če je v zadnjih 10 letih porast samomorov med mladimi porasla za blizu 60%, govorim za podatke v Združenih državah Amerike, to ne pomeni, da imamo opravka z generacijo, ki je čustveno bolj ranljiva, ki je psihološko manj adaptabilna, ampak govori o tem, da smo pravzaprav se znašli v nekem stanju, ko tehnologija prehiteva naše družbene odzive, se pravi, moramo prilagoditi to in morda povedati najbolj celostno tudi v ta področja komuniciranja v sistemsko, seveda z izobraževanjem. Hvala. Kot ste rekli, se pravi, sistem celota, kje vse tiči problem. In gospod Ludič, vi ste lepo omenili tudi, kakšen vpliv ima lahko tudi družina, se pravi, bližnje osebe na neko ukrepanje. Pa me zanima, pri razbijanju stigme, kako bi pa vi videli vlogo bližnjih, oziroma kaj bi vi menite, da bi potrebovala oseba, ki se ta trenutek sooča s težavami v duševnem zdravju, se pravi, doživlja neke stiske od svojih najbližjih. Kakšno vlogo pa imajo po vašem mnenju tudi odločevalci tukaj? Zdaj, jaz bi tukaj rekel najprej to, da mislim, da v velikih primerih so ravno bližnji tudi nek faktor, ki povzročajo neke psihične težave. Mislim, da se to moramo zavedati, da dostikrat ljudje delajo stvari podzavestno, brez slabih namenov, pa so ravno oni tisti, ki povzročajo največje težave, naj si bo to starši ali pa vrstniki ali kakorkoli. In če samo z tega vidika pogledamo, recimo, mislim, da igrajo ogromno vlogo tukaj, ker morebiti je treba začeti tudi pri njih razbijati te stigme in povedati, oziroma vsem nam povedati, da morebiti svojim vedenjem včasih nevede vplivamo na nekoga drugega, nekoga, ki nam je blizu, na nekoga, ki ga zavestno ne bi želeli prizadeti. In to se mi zdi, da se dostikrat pokaže v družini, kjer se pač kot otrok ne zavedaš, da si nekomu se pravi, da je tvoj starš tudi prvič v vlogi starša in se tudi on uči. In zaradi tega bo to pomenilo, da bo tudi on delal določene napake. Čist morda nezavestno ali pa si ne želi tega, ampak si bo. In če se mi pogovarjamo o temu, če sprejmemo, oprostimo in gremo skupaj močnejši naprej in mislim, da je to kar velika zmaga. Zdaj,
Če pa pogledamo to še z druge strani, prav, da pogledamo, kako pač bi lahko vplivali na nas bližnji in ostali v primeru nekih psihičnih težav, bi pa jaz tako rekel, da imajo definitivno ogromno vlogo igrajo tukaj zaradi tega, ker če se recimo spet vrnem k neki odvisnosti ali pa nekaj, jaz mislim, da če človek pride do tega, ali da je odvisen, ali pa da ima druge psihične težave, to pomeni, da je ta psihična težava, recimo ena, ki je samo vrh neke gore, kar pomeni, da vse vzpodaj pomeni, da je podrta samopodoba, samozavest in takrat, če ti prideš domov in naletiš na gluha ušesa oziroma na negativne stvari, nisi takrat v stanju, da bi bil toliko močen, da bi lahko ti sam se zoprstavil še tem. In če tega ni, jaz mislim, da ima v bistvu ta človek veliko manjše, če sploh ima možnosti za to, da sebe pozdrav. Tako da definitivno imamo vsi upleteni ogromno vlogo. Hvala. Gospod Barbara, vi pa ste, vsi vemo, pa tudi vi govorite, duševno zdravje pomeni v vseh življenjskih obdobjih, predavate od najmlajšim in gor. In nedvomno je zelo pomembno tudi tekom študija, ker smo se danes vsi govorci strinjali. In prav tako, ko končamo študij, ko oseba začne stopati na trg dela. In takrat imajo običajno ljudje želje po dokazovanju, eni bolj, eni manj. In s kakšnimi veščinami vi menite, da bi morali opremiti mlade, da bi zavarovali njihovo duševno zdravje, ko vstopajo na trg dela? In kaj vidite tudi v kontekstu delovnega okolja kot ključno za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja, zmanjšanje stigme, torej kaj bi rabili tudi spremeniti, da bi naredili delovna okolja tudi prijazna za duševno zdravje? Zagotovo je zelo pomembno, da smo v stiku z svojo ustvarjalnostjo. Kreativnost je, jaz sem evangelist kreativnosti v smislu, da menim, da nam je vsem porožena v zibelko. Nažalost pa je to besedo monopoliziralo zelo malo branž, reševalska, modna, založniška. In potem si ostali mislijo, jaz ne morem biti kreativen, ker pač imamo takšnega poklica. In tu se seveda že začnejo prve težave. Nekako otroci so vir čudenja, ki je v bistvu ena najpomembnejših naših lastnosti. In preokrujeni, prezaposleni starši pridejo domov in ko otrok zastavi 100 radovednih vprašanj, ki krepijo njegovo kreativnost, seveda naleti na gluha ušesa ali na prepovedi. In potem se zgodi samo prepoved kreativnosti. Ko kreativnost potlačimo, nismo v stiku za svojo ambicioznostjo, ker je pač tudi tam odrinjena daleč stran in je migrirala v neka zakotja naše duše. In potem se seveda začnejo popičiti neke težave, ker če ti ne moreš izraziti svoje edinstvenosti, svojega talenta, svoje poklicanosti, zaradi katere si tu, ali s to, kar pravi, da je naš poklic tam, kjer se naši talenti srečajo s potrebami sveta. In to bi moral vsak otrok si prizadevati, da se mu zgodi v življenju. Vsak otrok ima pravico, da se mu to zgodi v življenju. Pa seveda potem neka ta svoja izraznost podleže še marsikaterim drugim vplivom. Veliko staršev od svojih otrok zahteva, da se podredijo njihovi izbiri glede poklica, da grejo v šole, ki so jih izbrali starši. In potem imamo tu že neko pohabljenost v tem smislu, da nisi v stiku za to svojo, da mogoče to preč malo duhovno zveni, ampak je res, s svojo kreativno energijo. V slovenskem prostoru imamo s kreativnostjo velike težave, ker jo potlačujemo, zato ker pač kreativnost zahteva spremembe, kreativnost zahteva eksperimentiranje in to povečuje možnost delanja napak. In seveda napake so pri nas nezaželene tudi zaradi zapuščine prejšnjega sistema, uravnilovke, ker nisi smel razpreti svojih kriv. In seveda to zelo
veliko težav povzroča na točki, kjer pač ti moraš nekako zaživeti z polnimi ključi. Tretja ovira je pa spet ekosistem sodobnih tehnologij, ki nas sili do to, da posnemamo in imitiramo uspeh maloštevilnih vplivnežev, superpodjetnikov, katerim se vsi oziramo. In to nam zmanjšuje vrednost nekega svoje poklicanosti, ki jo nekako čutimo. In se potem spet zabudimo v to neko bleščavost ali pa v to, kar je zavito v ta sijaj in celofan. In tako so v bistvu ukrepi, da spodbujamo kreativnost, pomembni že od malih nog, v bistvu. In pač v vrtcu ustvarjamo in narišemo laboda, pa nam zgodelic reče, da to pa že ni labod. Pa se zamislimo nad sabo in počasi se od tega dragocenega vira nekako oddaljujemo. In tu se mi zdi velika možnost za napredek naše družbe. Kreativnost je pravzaprav sposobnost povezovanja že obstoječih stvari v nove enote, nove funkcije, ki zagotavljajo neke nove sodobne učinke. In to je pač mogoče tudi z roko v roki z napredkom na področju duševnega zdravja in pač neke destigmatizacije. Jaz velikokrat pač, ne vem, honorar za predavanje namenim lokalnim društvom za psihoterapevtsko pomoč in večinoma me z ruralnih okoljih organizatorji pokličejo nazaj in rečejo, joj, ful so bili hvaležni, ampak imajo že toliko ur, ki jih lahko nudijo zastonj, pa ljudje ne upajo priti, zato ker pač starši od mladostnikov rečejo, kaj si pa bodo mislili o nas. In seveda to najbolj onemogočujoče vprašanje v našem življenju. Seveda smo pač po biološki funkciji temu vprašanju nekako vsi podrejeni, ker moramo pripadati plemenu, ki nas pač mora odobravati. Ampak je pa to grozljivo, če je pa ta sram in stigma v bistvu na račun tega, da bi lahko mladim pravočasno nudili pomoč, pa ta tradicija krščanskega sramu tak preži kot nek Damoklejev meč, da poreže čim več vratov. In to seveda ni način in zato je pač treba vso to neko serijo super držljajev, kaj je država. Mi se notranjega sveta ne lotimo, ker se nam zdi dolgočasen, dokler nam povzroča take stiske, da tega več ne moramo obravnavati. Zato, ker zunaj so pa samo super držljaji, ki so napreži. Vsak piksel družbeno-medijskega obvestila je natančno izračunan, da dobi našo pozornost. In to čim večkrat na dan. Algoritmi družbenih medijev so identični algoritmom iger na srečo, ki uporabniki nadaljujejo tako, da mu vsake na toliko izplačajo manjši znesek, da ga motivirajo za igranje naprej. In isto funkcionirajo družbeni mediji, da gremo čim večkrat pogledati, kaj se tam gor dogaja. In nakratko, v bistvu mi smo izdelek, mi smo uporabniki, mi smo njihov izdelek, ki oddaja svoje digitalne informacije, digitalni vtis, ki se potem preprodaja naprej. In v takšni siloviti uporabljenosti teh super držav, ki so pač povsod, v smislu videoiger, v smislu dostopnosti pornografije mladim, ki razvijajo najnormalne spolne prakse, ki imajo normalne in tak dalje, je seveda to, da se mi pravočasno lotimo biti v stiku z svojim notranjim svetom zelo onemogočeni. Aborigeni 2/3 svojega dne namenijo analizi svojih sanj, da se ukvarjajo z notranjim svetom. Zagotovo ni recept za sodobnost, ampak kanček tega pa vseeno mora biti prisoten. Zato jaz mislim, da je treba psihologijo začeti učiti že v vrtcu in ekonomijo kmalu za tem. Ker to sta dve področji, ki nam povzročita največ težav. Ker ne znamo delati s financami in ne znamo delati sami s sabo. To je pač receptura za katastrofo, ampak vsaka katastrofa je pač tudi nekaj vrste prebojenje, tako da na tej točki nekako smo. Super, hvala, gospod Vagola. Gospod Gabrovec, doktor Gabrovec, pardon. Slišali smo, ubijajo kreativnost, čakalne vrste, ni koncesije, stigmatizacija doma, družba, povečane stiske študentov. In kako vi menite, da bodo aktivnosti v sklopu projekta, ki ga vodite, odgovorile na te nastale potrebe študentov in kako bodo ta prizadevanja lahko
tudi podprle večje, se pravi sistemske aktivnosti, ki so načrtovane in ali načrtujete še kakšne dodatne nove projekte na področju duševnega zdravja? Ja, hvala za to vprašanje. Ja, gotovo aktivnosti, ki jih imamo na projektu, nikako ne bodo mogle zadovoljiti vseh potreb, ki se sedaj izkazujejo. Sem pa vesel, da smo z hitrim ukrepanjem zagotovili vsaj menedžer. In mislim, da tudi ta kampanja za ta čas, za naše razmere, zelo progresivna in da odgovarja vsaj menedžer. Seveda, akutno pripravljeno v tem času, ne z hitnim odziv. Vsekakor pa v drugim delu je to, če se mogoče pridružim besedam spoštovane prorektorice, tudi priložnost. Ne? Epidemija nam je marsikaj prinesla, ogromno težav, marsikaj je izpostavljeno, vidimo velike razpoke, je pa gotovo nas prisila k enim večjim spremembam. Ko govorimo o področju duševnega zdravja, karkoli želimo sistemskega narediti, ja, seveda govorimo o prenovi, novi noveli zakona o duševnem zdravju iz leta 2009, nujnem zakonu o sami psihoterapiji. Po eni strani smo veseli ponosni, da se lahko akutno odzivamo na to, kaj se dogaja, in govorimo mladim, res, ja, imaš težavo, nisi ok, pomoč je na voljo ali pa mora biti na voljo. Zakaj sem rekel, mora biti na voljo? Zato, ker o psihoterapiji sami smo se že pogovarjali. Podatek z lanskega leta, da imamo 96 kliničnih psihologov, čakalna doba na pregled je 15 do 17 mesecev. Kako lahko nekomu rečemo, ja, nisi ok, povej naprej, potrebuješ pomoč, vzami pomoč, če pa pomoč ni na voljo za sosednji grad. Prav, da nas priložnost, ki je nastala sedaj, sili k temu, da končno naredimo sistemske spremembe, ki se tudi, tako kot na ostalih področjih zdravstvenega sistema, nam kopiči 28 ali 30 let. Hvala. In dr. Vinko, če vi za konec, kateri bi bili po vašem mnenju prvi potrebni koraki iz vidika javnega duševnega zdravja, da bi študentom in mladim pomagali pri soočanju z duševnimi stiskami, tudi v luči epidemije? In kaj menite, da bi bilo glede na trenutno stanje in zaznane izzive na področju duševnega zdravja potrebno tudi na sistemski ravni spremeniti, kot je že dr. Branko Gabrevec nakazal, in ali se že kaj takega načrtuje oziroma odvija? Za vprašanje. Ja, zdaj, kaj smo se vse že pogovarjali, če lahko ugotovimo, da cel sistem skrbi za duševno zdravje, najširše, kar ga lahko razumemo, je podrazvit. To je pač dediščina stoletij življenja z duševnimi motnjami, ki smo jih pač postopoma sicer vedno bolj humanno razumeli, vendar tukaj je dolgo obdobje, kjer se temu področju ni posvečalo toliko pozornosti na tak način, kot o tem razmišljamo v zadnjih desetletjih. Tako da, kaj storiti, da se ponudi podpora študentom, mladostnikom zdaj, pač vse, kar lahko, na vseh možnih področjih, kar pomeni od podpore pri življenju z duševnimi motnjami, rehabilitacije, zdravljenja, preventive, torej zgodnjega odkrivanja in hitrega ponudenja pomoči strokovne, vse do promocije oziroma zagotavljanja pogojev za to, da lahko dosežeš duševno zdravje. Treba se zavedati, da stigma je prisotna na več nivojih. Stigmatizirane so ljudje, ki živijo z duševno motnjo, stigmatizirano je iskanje pomoči, stigma je javna, sami sebe stigmatiziramo, se pravi, ves naš svet je prepleden z enim zelo specifičnim pogledom na duševno zdravje, ki pa je samo po sebi hkrati večdimenzionalno. Moramo, mislim, pogovarjamo se o duševnem blagostanju, o vseh teh komponentah, ki so bile izpostavljene kreativnosti, samozavesti, samopodobe in tako naprej, do duševnih težav, stisk, pa do duševnih motenj, težkih duševnih motenj, ki zelo omejujejo posameznika v svojem življenju. In potem, ko pogledamo na duševno zdravje iz te perspektive, vidimo, da smo zares vsi neposredno vpeti
v ta sistem skrbi na tak ali drugačen način. Bodisi smo svojci, smo znanci, ne, zelo pogosto tekom življenja, pa tudi sami doživljamo duševne stiske in prav tako pogosto tudi to, kar strokovnjaki pravijo, duševne motnje. In nekega silver bulleta, kar pa lahko imamo, je pa to, da v časih, ko smo jim priča zdaj, prestrukturiramo naš pogled, da si rečemo, dajmo se temu posvetiti na drugačen način, ne? Dajmo razmišljati o tem, kam gremo kot družba na drugačen način, ker to so tovrstno vprašanja. Ne? Seveda, vprašanje psihoterapije, psihiatrične, klinične, psihološke storitve so osko zamejeno strokovno vprašanje, ampak če govorimo o duševnem zdravju, moramo razumeti, da je to vseživljenjski proces in da torej za javno zdravstvenega vidika, z vidika preventive, moramo zagotavljati največ podpore v zgodnjih letih življenja, otroci, mladostniki, mlade družine, ne, omogočati ljudem, da ohranjajo, pomarujejo svoje duševno zdravje in da ga tudi krepijo. Ne. In potem si mi tekom te okrogle mize so mi zvanjale določene besede, ki jih tudi v naših javnozdravstvenih krogih nekako zapakiramo v tako imenovane socialne determinante zdravja. Ne. To so determinante, na katere kot družbo lahko vplivamo, imajo pomemben vpliv na zdravje. Ne. In z področja duševnega zdravja govorimo o treh področjih, to je področje socialne vključenosti, zaščita in pa varnost pred nasiljem in diskriminacijo in tretje ekonomska varnost. Ne. To so tri področja, na katerih kot družba, ne, izven področja zdravstva, mi prispevamo k temu, da se ljudje razvijajo v čim bolj duševno zdrave ljudi. Je pa seveda popolnoma normalno, da plujemo pač v tem koordinatnem sistemu duševnega zdravja in težav duševnega zdravja. Nihče ne gre skozi celotno življenje brez ene same stiske. Vprašanje, ali smo opremljeni z dovolj veščinami, znanji, da se učinkovito soočimo s temi stiskami. In antistigmatizacijske kampanje, tudi spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki delajo na tem, da razbijajo neke predsodke, da opremijo ljudi z nekim osnovnim znanjem, veščinami in v končni fazi tudi samozavestjo, da ko opaziš, da se nekdo sooča s težavami, da se ne obnaša tako, kot se ponavadi, da te pač ni strah reči, da je vse ok, da to ponoviš tudi enkrat, dvakrat, trikrat, ker vsak od nas včasih ni ok. Dokler je tako težko povedati to naprej, samo od sebe, moramo vsi toliko bolj stopiti skupaj, da si pomagamo. Hvala. In še eno dodatno vprašanje za vas. In sicer zanima me še, ali se kaj načrtuje konkretnega že tudi v sklopu nacionalnega programa, ki je tudi veliko večji od kampanje. Hvala za še to vprašanje. Ja, vsekakor. Nacionalni program, ki je sprejet za obdobje 2018-2028, vključuje vsa našteta področja, torej od promocije in preventive, pa vse do rehabilitacije in akcijski načrt, ki smo ga ravno v letošnjem letu in preteklega leta oblikovali, je zelo, da rečem, dobro izpopolnjen na vseh različnih področjih, zares poskušamo narediti korak naprej na vseh teh naštetih področjih, torej krepijo se storitve v zdravstvu, uvajajo se, oziroma poskušali se bojo čim bolj široko državi uvesti tudi programi preventive promocije, vlaga se v preučevanje, v raziskovanje na področju duševnega zdravja ravno, recimo vsebina v vzgojno-izobraževalnih sistemih, torej ali dosegamo z vzgojno-izobraževanjem te cilje z področja duševnega zdravja, kot bi si želeli, ali so tukaj možnosti za napredovanje z področja nekliničnih zasvojenosti digitalnih tehnologij prav tako. Torej, nacionalni program, ki ga imamo, je res široko zastavljen, kot tak je zato tudi zelo
velik izziv v izvedbi, ampak moram povedati, da ja, obdobja, kot je ta pandemija, res postavijo zadeve v eno drugo luč in v zadnjem letu in pol, čeprav smo se že pred tem, kot je bilo izpostavljeno, soočali z velikim bremenom duševnih težav, duševnih motnj v družbi, se je v zadnjem obdobju je mogoče prepoznati neko večjo pripravljenost biti aktiven na tem področju. Zdaj pa seveda upajmo, da se bo ta pripravljenost prelila v dejanja in da bomo lahko skupaj vse te načrte tudi izvedli. Hvala. Sedaj pa lepo vabim tudi vas, udeležence, da se pridružite naši diskusiji, ukolikor so se vam porodila kakršnakoli vprašanja, nejasnosti. Izvolite, gospod Velak. Hvala za povabilo. Hvala za to, da bom lahko kot ambasador sodeloval v vašem programu, ki ga ima. Jaz bi mogoče še to, gospod Vinko, rekel, da je ena pomembna zadeva pri nacionalnem programu, da skrb za duševno zdravje prihaja v skupnost, se pravi na primarno zdravje. Da se tam, kjer ljudje bivajo, delajo in preživljajo prosti čas, da imajo tudi tam na razpolago vse storitve, ki jih potrebujejo, posebej takrat, ko se začne v glavi nekaj frkati in da takrat ne korakaš tako da je danes naravno s psihiatrično bolnišnico, ampak da poiščeš ustrezno pomoč v skupnosti. In to je zelo pomembna zadeva in mislim, da ta nacionalni program je dobro zastavljen in tako naprej. Dobro, da se jaz še predstavim, ker sem to poznal. Edo Belak, drugače sem jaz v društvu Šent, to je društvo za duševno zdravje, ene največjih na tem področju, nevladna organizacija, in skrbim oziroma pretežno se ukvarjam z svojci oseb s težavami v duševnem zdravju in pa seveda tudi z neposrednimi uporabniki. To, da sem se javil, ker diskusij me spodbudilo vas dva gospodiča, kaj stavno, da sta govorila o bližnjih. Zdaj, jaz sem svojec osebe, ki ima že 40 let šizofrenijo in sobivamo skupaj. In moram reči, da sem skozi te vse faze, ki ste jih mimo grede omenili, šel. In kaj je pri svojcih težava? Meni se zdi, da je ključni problem nevednost. Zato bo treba v programu, ki ga načrtujemo za mlade, vključiti tudi celoto, to se pravi svojce, starše in tako naprej, ki so potrebni izobraževanja, izpopolnjevanja in da bodo oni tudi prepoznali in ozavestili zadevo, in tako kot ste vi razlagali, gospod Pavlo, da se ustrašimo, ko reče otrok, pak in tak je ne. No, jaz bi lahko rekel, da v tem 40-letnem razvoju sem prišel do te faze, da lahko sem v taki vlogi, kot sem tu zdaj in pomagam svojcem. Recimo danes dopoldne smo imeli dvoje razgovore, mi imamo v okviru Šenta pisarna za socialno zagovorništvo in k nam se obračajo svojci in jaz sem povem, ne poznajo niti tega, da nimajo dovolj informacij, da bi lahko se obrnili na center za socialno delo. Ne poznajo tega, ne poznajo, so zbegani. In takrat odreagira napačno. Napačno v smislu, da ne pomagajo, ampak v bistvu pomagajo, da se duševna stiska še poglobi. No, v tem smislu je v Šentu imamo tudi seveda dnevne centre, kjer se pač naši ljudje zadržujejo in pa tudi stanovanjske skupine in socialne firme in tako naprej. Tako da dosti lahko povem, jaz sem malo stara generacija, iz one prve Jugoslavije, pa druge Jugoslavije, pa Slovenije, pa tako naprej. Lahko povem, da današnje stanje je kar dobro. In tudi v primerjavi z drugimi
državami v Evropi, ker tudi v evropskem merilu sem vključen v združenje svojcev, je dobro, ampak ne smemo biti zadovoljni. In to, da lahko zadevo potisnemo naprej in da lahko razvijamo zadeve. In pri mladih je treba začeti. Pri mladih, ampak kot celoto obravnava tudi svojci. Svojci lahko pomembno prispevamo k temu. Posebej, če jih na primer način izobrazimo, na primer način ozavestimo. Poglejte, jaz sem šel skozi te faze. Jaz bil bih tak, bi lahko rekel, kreten kot foter, pa nisem znal sinu. Ampak, gledajte, skozi leta in delo za populacijo, ki jo imam, svojcev in uporabnikov, sem prišel do te točke. To se pravi, se da. Najde se in v problemu, ki ga imaš, je tudi rešitev. Jaz hočem povedati to, da če bom kot ambasador antistigme delal, bom se povsod pojavil in povsod poskušal ljudem dopovedati nekaj pomembnega. Ker ko sobivamo, nekaj moraš prepoznati. Jaz sem prepoznal nekaj. Da ni slučajno, da se v naši familiji to dogodilo. Jaz sem zrastel, jaz sem vse razumel. Hvala lepa. Ido, najlepša hvala. Še vprašanje? Doktor Posočnik, prosim. Ja, Nataša Potočnik iz Andragoškega centra Slovenije, seveda je slednjo svoj piskrček pristavim pri odraslih. Pozdravljam to akcijo in da se gleda na vertikalo vzgojno-izobraževanja res od najmlajše dobe do odraslosti, ne smemo pa pozabiti, da odraslih imamo pravzaprav največ. Teh, ki se vključujejo v formalno in neformalno izobraževanje in problem tistih, ki se nikam ne vključujejo, pa bi ravno tako potrebovali takšno podporo in ozaveščanje. Mogoče sprašujem tudi, ker ste načeli odlično temo o delovnem okolju. Če morda ste razmišljali v okviru kampanje ali nacionalnega programa tudi o akciji, kot je recimo družini prijazno podjetje. Skratka, zanima me, če bi bilo vredno tudi usposabljati delodajalce na to temo. Ravno zadnjič sem poslušala mislim, ta zanimiv ali pa bolj pretresljiv primer, ko je neka nova zaposlena v nekem zavodu, nepomembno, in jo tista, ki jo uvaja, gospa zelo žareča za svoje delo pripravlja, da je treba v nedeljah kolikor zbrati za službo, da je treba zvečer nesti in delati za službo. Kako se izogniti temu? To je vse dobro namerno, ampak lahko, torej ne gre samo za takšno družinsko primarno okolje, ampak tudi v službi, kako zaščititi. Pa zadnjič smo na pedagoško-andragoških dnevih in odprli zelo zanimivo vprašanje rezilientnosti. Kdaj je rezilientnost, kdaj pa to, da se samo pokimaš in narediš vse pod krinko prilagodljivosti, psihološke prilagodljivosti. Skratka, mogoče najbolj to seveda še milijon drugih vprašanj, pa morda kako tudi nameravamo priti do tistih ranljivih skupin, s katerimi se denimo ukvarjajo organizacije za izobraževanje odraslih, morda je tukaj lahko kakšna povezava, ker oni imajo še pravzaprav največ, kar že lahko dostopa do teh skupin. Skratka, tukaj je tudi ena, verjetno pa že imate, se upravičujem, če že kaj takega tudi pripravljate za svojo umetnost. Hvala za vprašanje. Bom kar jaz odgovoril. Vsekakor. Zdravje na delovnem mestu, zagotavljanje zdravega delovnega okolja, nekaj, kar imamo zapisano v zakonodaji. In duševno zdravje na delovnem mestu je tudi ena izmed prioritetnih področij nacionalnega programa. Že trenutno potekajo pregledi programov, ki so na voljo v delovnem okolju. Vsekakor pa je tukaj pomembno prepoznati tudi raznolikost delovnih mest. Zato se toliko bolje mogoče lahko naslonimo na posamezne veščine, kompetence, ki pa varujejo duševno zdravje, ne glede na to, kakšno je točno delovno mesto. Se pravi, tudi na tem področju je zastavljen dolgotrajnejši načrt, cilji, strateški, ki se jih dosega.
Vsekakor pozdravljam tudi predlog vključevanja oseb, ki se recimo izobražujejo ob delu v odrasli dobi, to je temelj duševnega zdravja, prav tako kot vse ostalo, zagotovo je vključevanje ali pa delovne pismenosti, pa psihološke odpornosti, lahko pomemben del priprave zaposlenega na delovno okolje, ker v končni fazi delovno okolje se res v zadnjih časih zelo spreminja. V končni fazi velik delež nas je delal v preteklih mesecih v čisto enih drugih okoljih in okoliščinah, kot smo rekli, tako da vse te izpostavljene veščine, kompetence so predmet tudi nacionalnega programa, pa če bi želel še kdo kaj dodati. Jaz sem samo na hitro dodal, ker vsem 20 let karijere preživel v adrenalinski branži in zdi se mi, da v bistvu Slovenci zelo glamoriziramo eno določeno kompenzacijo in to je seveda deloholištvo, kamor pač zelo radi pobegnemo pred svojimi stiskami. Zato se rad pošalim, da je v bistvu najbolj uspešen narodno-zabavni komad v Sloveniji v bistvu zvok kosilnice, ker si moramo nenehno dajati upravka z nečim, samo zato, da ne bi imeli upravka z samimi sabo. In pravzaprav je tudi silovitost teh tehnologij, zaradi katerih smo vedno na razpolago, tista, ki se zelo zažira v področje našega delovnika. Ljudje se počutijo neodgovorne, če imajo že en neodgovorjen klic na maile, se čutijo prisiljeni odgovarjati ob 11. zvečer, ob 5. zjutraj in seveda to povzroča velike težave na tem področju. Potem, kar sem opazil tudi kot vodja, recimo, je to, da ogromno ljudi kompenzira nezavedno neke nerazrešene težave iz primarne družine v službah, kjer nadrejene obravnavajo kot starševske avtoritete, to besednem pomenu. In tu ni nobenih mehanizmov, za katerimi bi v bistvu prišli do neke bolj znosne dinamike, sploh v času te neprizanesljivosti kapitalizma, ki še vedno deluje po 70 let starem receptu in to je, da na vsake 3 mesece zahteva 10% kvartalno rast. In to je zelo divje. Smešen mi je bil primer, ko smo imeli varnost pri delu na zadnjem, ko sem bil še zaposlen in 50 minut smo govorili o požarih in 3 bulete smo pa posvetili izgorelosti. Kot, tukaj, dajte malo dihati malo bolj globoko. In to pač seveda ni receptura za to. In zato pač je treba paziti na to, da se v bistvu ta stiska vsakodnevnem življenju kompenzira v delu, v deloholištvu. Sam prihajam iz garaške primarne družine in to vem, kje so tisti vzorci, ki so me potem to privedli. Tako da tu moramo še posebej klopiti radarje za prihodnje. Mislim, da so poslovne kulture zrele za resno preobrazbo. Nažalost so v primežu vedno bolj narcisoidnih vodstvenih struktur in podobno. In zato pač je tu super, da se to izpostavlja potrebno paziti. Ja, izvoli. Samo še jaz nekaj stvar povedal, ker se mi zdi dobra tema. Sam pač imam manjše podjetje, pa tudi zaposlujem nekaj ljudi in se mi je zgodila zadeva, da sem zaposlil neko punco, ki je bilo v njenem opisu del, da tudi kliče stranke in podobne zadeve in zaradi svoje anksioznosti in svojih težav tega ni bila zmožna opravljati. In pol je bil moje vprašanje kot delodajalec, kaj narediti s takim človekom. Spet, če se vrnem nazaj, je to za mene neko bolezensko stanje. Torej, ne moreš zameti takemu človeku, ne moreš ga kaznovati, da teh stvari ne more upravljati, ampak mi treba pomagati. In ker sem prišel do tega, da pomagati, kako pa pomagati? Kot delodajalec si zelo stisnjen okoli, zaradi tega, ker pač se ne dosega nekih rezultatov, nimaš sredstev, nimaš pogojev, da bi takemu človeku nudil pomoč. In v bistvu zato definitivno ne smemo zanemariti, da
se dela tudi z ljudmi, ki se pač odločajo za dela, pač za sklepanje delovnih razmerij, ampak mislim, da ljudje taki že pridejo, kar pomeni, da smo spet pri mladi, da moramo nekako najti ta izgor in se ločiti stvari tam na začetku. Hvala. Jaz bi tukaj samo še dopolnila, kot je dr. Vinko na začetku omenil, interdisciplinarna skupina za duševno zdravje delovnih okolij. Smo se tudi mi povezali s kampanjo z njimi ravno z namenom, da bomo v sklopu kampanje promovirali tudi duševno zdravje na delovnem mestu. Da se naveže tudi, kar sta gospod Bagol in gospod Dudič omenila, se pravi, da bomo tudi promovirali oziroma spodbujali nekih veščin, kako ohranjati duševno zdravje na delovnem mestu in pa tudi kako prilagoditi samo delovno mesto temu, da bo lažje osebam, ki se soočajo s težavami duševnem zdravju. Hvala. Še kakšno vprašanje? Potem se pa zahvaljujem in je to konec tudi našega uradnega dela dogodka in bi se v svojem imenu in v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje vam vsem zahvalila za današnjo udeležbo in sodelovanje. Verjamem, da bo kampanja povezala ključne deležnike tako na nacionalni kot regionalni ravni in pomembno prispevala k pripravi celotnega odziva na duševne stiske, s kateri smo danes priča. In ker pa vsaka stvar zahteva svoj čas in vztrajnost, bi dogodek zaključila z besedom Toneta Pavčka. Spomladi odrožne cvetice, poleti dozrele pšenice, jeseni dopolne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice. V sebi vrtečice čez eno in drugo lice, a če ne prideš, ne prvič, ne drugič, do groba in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Najlepša hvala. Spoštovani direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, profesor dr. Bojan Zalar, spoštovani direktor Združenja zdravstvenih zavodov, gospod Marko Pirnat, spoštovana direktorica Andragoškega centra Slovenije, dr. Nataša Potočnik, spoštovani vodja projekta docent dr. Branko Gabrovec, spoštovani visoki gostje, spoštovani sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje in spoštovani udeleženci. Prisrčen pozdrav na dogodku Duševno zdravje pod krošnjami. Ker ni zdravja brez duševnega zdravja, je skrb za tega v času epidemije še posebej velikega pomena. Kljub porastu različnih aktivnosti na področju ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja, so stereotipi, predsodki in diskriminacija oziroma na kratko stigma še vedno močno prisotni v slovenskem prostoru. To med drugim negativno vpliva na prepoznavo duševnih stisk, na iskanje pomoči in tudi odnos družbe do osebe s težavami v duševnem zdravju. Z današnjim dnem bomo otvorili kampanjo Nisi OK, povej naprej, ki poteka v sklopu projekta ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije v duševnem zdravju ter spodbuditi ljudi k iskanju pomoči. Večinski delež aktivnosti bo usmerjen na mlade, predvsem študente, prav tako pa bojo aktivnosti namenjene splošni populaciji ter delodajalcem. Zato nas še posebej veseli, da so se danes odzvali tako pomembni deležniki različnih sektorjev, da skupaj naslovimo ta pereč problem. Za začetek poljubno vabim dr. Branko Gabrovca, vodja projekta na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, da z nami podeli nekaj uvodnih besed. Branko, prosim. Dovolite, lepo pozdravljeni in dovolite mi, da se v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje pozdravim na tem dogodku.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je že v začetnem delu epidemije dokaj hitro pripravil odziv za področje duševnega zdravja. Med drugim smo izvedli zelo obširno raziskavo pri mlajši populaciji, mladostnikih in študentih, kjer smo žal ugotovili, da je poročanje o depresivni simptomatiki, tudi anksioznosti in podobno, zelo, zelo visoko. Mi smo, takrat, ko smo oblikovali projekt COVID za področje ranljivih skupin, identificira ravno to populacijo, podpopulacijo, kateri moramo nameniti posebno skrb. Zato sem zelo vesel, da so naši sodelavci v okviru tega projekta pripravili to kampanjo Nisi OK, povej naprej v okviru našega sklopa duševnega zdravja. V tem se želim seveda toplo zahvaliti ekipi na delovnem paketu duševnega zdravja, kot tudi vsem ambasadorjem, ki nam pri tem delu pomagajo. Hvala lepa. Najlepša hvala za uvodne besede. Sedaj bi se pa tudi rada opravičila v imenu direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter župana Mestne občine Ljubljana, ki žal zaradi neodložljivih obveznosti nista morala danes priti na dogodek. Kako pa bo današnji dan potekal? Začeli bomo simbolično zasaditvijo drevesa, ki bo našel svoj dom ob kolesarski stezi v parku Tivoli, takoj ko odvrže svoje liste. Sledila bo okrogla miza, na kateri bo prorektorica, profesorica, doktorica Ksenija Vidmar-Horvat, dr. Branko Gabrovec, dr. Matej Vinko, ambasadorja Aljoša Bagola in gospod Sašo Dudič, ter predsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru, Dejan Glazer, spregovorili na temo duševnega zdravja in o potencialnih rešitvah kot odgovor na novo nastale potrebe študentske populacije. Temu bo pa sledilo tudi prijetno nadaljevanje, pogostitev, ki bo tudi priložnost, da se podružimo in pokramljamo na današnjo temo, preden zaključimo dan. Pa naj preusmerim sedaj vašo pozornost na drevo, ki se imenuje Osmanthus. In ko ga pogledamo, vidimo stabilnost, moč in mirnost. Drevesu globoke korenine omogočajo, da se zoperstavi zunanjim dejavnikom, ki predstavljajo izziv njegovi rasti. Vendar zato, da se drevo lahko upre močnemu neurju, potrebuje za optimalno rast in razvoj čas, zavetje in dobre pogoje. Podobno je tudi z nami. Zato, da se lahko zoperstavimo izzivom življenja, potrebujemo čas, varnost in podporo družbe. Pa da ne bomo ostali zgolj pri besedah in simboliki, smo se odločili za podporo Mestne občine Ljubljana, da zasadimo pravo drevo duševnega zdravja. Ker pa zahtevajo določene pravila, določene pogoje drevesa, žal ne moremo ga zasaditi, preden ne odvrže vse svoje liste in vas bomo o tem takoj obvestili, ko bo mogoče. V vmesnem času pa bomo lepo skrbeli za našo začasno, simbolično drevo duševnega zdravja. Vsi skupaj bomo lahko spremljali tako rast drevesa v času trajne kampanje in še leta po njej. Poskrbimo, da bomo tako kot za drevo poskrbeli tudi za duševno zdravje predvsem mladim in jih omogočili, da razvijajo trdne temelje ter jih opolnomočili, da se bodo tudi oni lahko uspešno zoperstavili izzivom življenja. In v ta namen sedaj prihajamo na drugi del dogodka, okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali prorektorica Univerze v Ljubljani, profesorica doktorica Ksenija Vidmar-Horvat, Branko Gabrovec, vodja projekta na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, dr. Matej Vinko, specialist za javno duševno zdravje in vodja strokovne skupine za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ter Dejan Glazer, predsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru, prav tako pa dva ambasadorja kampanje Nisi OK, povej naprej, gospod Aljoša Bagola in gospod Sašo Dudič. Ljudno vabim vse goste, da se mi pridružite na okrogli mizi.